Najprej je pomembno, da dobimo tehnologijo. Se pravi, kakšne aparate imate trenutno, ali kaj mislite vgraditi, ali kakšne imate v mislih. Zaradi tega, ker na osnovi aparatov, tehnologije, se pravi kuhinjske tehnologije, se določi količina zraka za to, da se bo prezračevala kuhinja, da bomo uspeli vse to, kar bo v procesu kuhanja nastajalo, kvalitetno odpeljati iz kuhinje. To je predpogoj. Seveda bomo na osnovi tega, ko boste vi dali podatke o tehnologiji, mi vam tudi svetovali, kaj pomeni glede kvadrature. Praksa danes, ki jo ugotavljamo, je, da se na malo kvadraturo instalira ogromna količina tehnologije. In to pomeni, da enostavno ne moremo vsega tega uspešno prezračevati brez prepiha. Se pravi, mi moramo najti en kompromis. Razumljivo je, da želi vsak investitor čim bolje izkoristiti vsaki kvadratni meter. Logično. Vendar vseeno je potrebno najti tukaj kompromis, ne nazadnje zaradi tega, ker ljudje so pa vseeno tukaj, to je delovno mesto in ljudje tukaj delajo in moramo tudi za njih poskrbeti, da ne bomo prezračevali na način, da bo pihalo, da bo prepih, kajti potem bodo ljudje zbolevali. Se pravi, mora se najti kompromis med tehnologijo, med površino in to je tisto glavno, kaj za začetek rabimo vedno pri načrtovanju kuhinje. Ko imamo enkrat to podano, potem mi lahko hitro ocenimo, kaj to pomeni v smislu instalacije, tudi v smislu investicije.